Dober večer in lepo pozdravljeni v naši zdravstveni oddaji, kjer rešujemo oziroma saj poskušamo reševati in odgovarjati na vprašanja, na probleme, ki vas težijo. Z menoj je tudi nocoj moja sedaj že stalna sogovornica, bi lahko rekli, gospa Herta Kosmina. Lepo pozdravljeni. Midve bova nocoj govorili malo o bolečinah v sklepih. Ko izrečemo samo besedo revma, imamo občutek, da nas že kar začne vse boleti, a ne? Večinoma pa revmo povezujemo z bolečinami v sklepih in nasploh v celem telesu, ne? Ja, nažalost je teh bolečin kar veliko, ne, zdaj prisotnih tudi med prebivalci. In res je tako, ne, ko omenimo revma ali, bom rekla, karkoli je povezano s tem, imamo takoj občutek, ne, sklepi, bolečina, ne, trpljenje, protibolečinska zdravila, ne, vse te stvari, ne. To v bistvu so ti vnetni procesi, ki resnično bolijo, ne. Edina sreča, če tako lahko rečemo, da to prihaja malo bolj tako, enkrat bolj, enkrat manj in nekako vedno ti ljudje, ki pač imajo te bolečine, rečejo, saj bo boljše, ne, saj bo minilo, ne, in potem resnično čez nekaj dni lahko malo že boljše, ne. Je pa res tako, kot ste rekla, ne, da te bolečine niso samo opredeljene lahko samo na sklepe, ampak dobesedno bolijo vse mišice in kakšne rečejo, mene me boli vse, ne, sploh ne vem več, kaj me boli, ker me boli vse, ne. Zdaj, v te bolečine sigurno spadajo veliko teh obolenj, ne, kot so artritisi, revma, ne, te revmatoidni artritisi, izjemno veliko teh stvari, ne. Kakšni pa so znaki sami oziroma kako sploh pride do teh obolenj in vnetij? Ja, bom rekla tako, ne, predvsem pride do tega, da pride do vnetja sklepa. Sklep pride bolj, bom rekla, otečen, koža nad sklepom je bolj pordela, tudi ni tako, bom rekla, prekrvavljena, kot bi morala biti, ni, bom rekla, taka kompaktna, bolj tanka koža pride, ne. Potem včasih pri teh velikih sklepih se tudi začne nabirati tekočina, ta sklepna tekočina, potem rečejo, da pride do tega sklepnega izliva, ne, tudi. V glavnem, vsi sklepi so večinoma ne tako gibljivi, ne, bolj okoreli. Pa težko se zjutraj, predvsem zjutraj izjemno težko se ljudje razgibajo, kot rečejo, to trdo taki, ne. Potem sem spadajo tudi bolečine iz protina, ne, ker ta sečna kislina, večinoma so te bolečine potem vezane bolj na sklep na palcu, na nogah ali pa tudi gleženj. Te so sploh tako, ne, bolj, kadar so bolečine, rečejo, ne morem se niti z rjuho pokriti, ne, to je taka grozna bolečina, ne. Pravijo, da je eno tako merilo, ali imate sklepe gibljive ali ne, ne, da v bistvu blazinice prstov date na te blazinice na rokah, ne, in če vam uspe narediti to zjutraj, ne, tako da imate tukaj ravno, pa prsti na teh blazinicah, ne, je to eno tako merilo, da so sklepi več kot dobri, ne. Če tega ne uspete narediti niti v toku dneva, potem se je treba zamisliti in potem to pomeni, da je prisotno eno vnetje že v teh sklepih in da bi bilo izjemno dobro kaj narediti v tej smeri, da se vnetje zaustavi, da se vsaj odloži, bom rekla, določeno obolenje, ne. Ker tudi pri revmah, bom rekla tako, se vidi povezava genska. Pri teh meritvah, ki jih mi opravljamo, vam koeficient revme lahko pokaže že pri izjemno mladih ljudeh in če jih mi vprašamo, ali imajo to v genih, 95% jih odgovori da, ne. Tako da je tudi tam ena taka povezava. Potem te bolečine trajajo celo življenje ali se jih da kako omiliti? Večinoma, bom rekla, po valovih, tako kot smo prej debatirali,
ampak resnično celo življenje, ne. V glavnem je pa potrebno narediti čim več v tej smeri, da se preprečujejo vnetja. To so tudi, bom rekla, te močni antioksidanti, gibanje, vse te stvari, ki pač nekaj preprečujejo vnetja v sklepih. Potem bo mogoče ta val, ki prihaja vsake toliko, prihajal bolj poredko, če tako pogledamo, ne. Je pa povezano sigurno tudi, bom rekla, ta osteoartroza, ki ji rečejo, ne. To je pa ta predel, vratni predel. In velikokrat ljudje zjutraj, ko vstanejo, imajo vse roke mravljinčaste, omrtvičene. Na žalost je to potem blokada vseh teh mišic tudi do ramen in potem pride tudi do šumenja v ušesih. In tega je zdaj kar veliko. Tudi mogoče zaradi tega, ker mi imamo vsi ene take prisilne drže, ali so to neka pisarniška dela, ali dela za tekočim trakom, ali karkoli. Ampak tukaj nas zablokira, obrabimo, bom rekla, tudi ta predel hrbtenice prej in potem imamo te probleme, ki so vezani tudi na te stvari, ne. Tudi razne omotice, nestabilnost, bi rekel človek, ne. To vse nekako izhaja iz tega predela vratu, ne. Imamo pač, bom rekla, obdobja, ko so akutna stanja, pa bom rekla, tista, ki se malo bolj dajo lažje preživeti, no, tako bi rekel človek, ne. Zdaj, če prav razumem, je teh bolezni in izrazov zelo veliko. Ja, pravijo, da imamo mi približno 100 različnih revm. Razlikujejo jih, bom rekla, po predelih, kje se to dogaja. Razlikujejo jih, ali so to simetrične, ali samo na eni roki, ali na obeh rokah, ali je to na velikih sklepih, ali malih sklepih, hrbtenica, vse to je odvisno, potem kakšne so ti nazivi te revme, ne. Večinoma pa imajo vseeno en skupni imenovalec, ne, in kadar mi opravljamo te meritve, največkrat je skupni imenovalec pomanjkanje bakra. Ne. Sploh pri tem vratnem predelu, ko smo rekli, ne, če recimo jaz vidim, da ima pač blokiran vratni predel, ponavadi kar preskočim vse druge meritve in grem pogledati, kakšen je ta mineral baker in moram reči, da tudi spet, koliko bomo rekla prej, 95% ima pomanjkanje bakra, ne. Zanimivo je, da se govori o vsem, ne, ampak o bakru ponavadi se praktično izjemno malo govori, ne. Skupni imenovalec vsega je tudi, bom rekla, bolečina, ne, ki se sigurno tudi razlikuje glede na to, ali so ljudje imeli na določene napore, recimo tudi v prejšnjem dnevu, ne. Lahko nekaj, če so imeli kakšne fizične napore, potem je tista noč sigurno slabša, ne, ni taka, kot so ostale, ne. Potem imamo tudi vreme, ne. Vsi rečejo, recimo, kadar se vreme spreminja, takrat oni bolj čutijo te bolečine in moram reči, da zdaj v današnjem času, ne, to je ta jesenski čas, vsekakor ni naklonjen bolnikom z revmatskimi obolenji, ne. Ker jih resnično rečejo tako, ne, da jih trha po kosteh, da jih vse veže, da so bolečine hude, ne. Tako da jesen je tista, ki ni, sigurno veliko lažje preživijo poletje, ne, z visokimi temperaturami in vse tukaj, ne. Torej, povedali ste že, da so to bolečine. Kako pa se še občuti ta problem? Ja, vse skupaj, bom rekla, je pač to bolečine, trga jih po kosteh, občasno pride do teh vnetij. Če so pač vnetja prisotna, potem pomeni, da je tudi telo ni tako močno, ker v bistvu se mora bojevati z vnetnimi procesi, ne. Velikokrat občutijo tudi ta krpalni kanal, ne, ki v bistvu rečemo, ne. Ta krpalni kanal je v bistvu ta problem tukaj na vratnem predelu, ne, in potem se to vleče, živc se vleče pa potem dol v
v roke. In izjemno veliko je zdaj v bistvu, bom rekla, mladih ljudi, ki čakajo ali na operacijo ali pa so že bili na operaciji krpalnega kanala. Zaradi tega, ker se tukaj blokira vratni predel in te mišice, tukaj se povleče živc v roke in potem roke praktično nimajo tiste moči. Ne vem, meni rečejo, kakšna gospa, jaz sem primila krožnik, je kar padel z roke, ker enostavno nisem imela občutka, ni bilo moči v roki. In potem pride do tega, da se tukaj vse to zablokira in potem gremo na operacijo, oni tukaj nekaj zarežejo, sprostijo živc in se to za nekaj časa izboljša, ampak lahko se to tudi ponavlja. Jaz sem imela že en par takih primerov, bom rekla, predvsem na Vrhniki, ker opravljam jaz tudi te brezplačne meritve, no se lahko, bom rekla, gledalci tudi vidijo, kje vse smo prisotni na tej internetni strani. In tam je prišla k meni mlada gospa in je rekla, jaz sem vse roke zatečene, meni noben prsten sploh ne gre, ne gor, mislim, ga ne moram spraviti več gor, sem mogla dati vse dol z rok. In bila vsa zatečena in v bistvu so nekako rekli, da bo pač morala iti na operacijo krpalnega kanala. Tam smo pač videli, kaj vse primanjkuje v telesu. Spet je bil tudi tisti baker, o katerem smo prej govorili. In moram reči, da gospa je zdaj v redu. Ni zatečena, super, tako da že par mesecev se tudi srečujemo in je rekla, zaenkrat bomo potrkali, je rekla, super. Če se da nekako sprostiti te mišice tukaj od zadaj, pa da se te živc ne tako vleče. Ker se operacije, bom rekla, lahko tudi potem ponavljajo, pa ne moramo misliti, da bojo potem vedno uspešne. Tako da nažalost so zdaj tu mladi ljudje že praktično. No, ravno to, se mi zdi, da je to problema, ker je vedno več mladih za tem zboleva. Mislim, da sem slišala enkrat, da je punčka zbolela za revmo. Ja, dogaja se, da recimo diagnosticirajo revmatsko obolenje že tudi, bom rekla, pri otrocih. Tam je res večji problem, ker je to kot avtoimunsko obolenje in nažalost dobivajo ti majhni otroci zdravila, ki imajo velike in močne stranske učinke. Ponavadi je tukaj zdaj ta medrol ali metatroksat, ki imajo precej stranskih učinkov, sploh na absorpcijo kalcija, na jetra, velik stranski učinek celo na oči. Zato pravijo, da je izjemno dobro, da ti ljudje, ki to jemljajo, imajo tudi stalne kontrole pri okulistih. Drugače, kar se tiče jeter in to že kontrolirajo tudi že sami zdravniki in vse to vejo. Ampak te avtoimunske bolezni potem se praktično celo življenje res smatrajo in trudijo ti mladi ljudje. Zdaj nekako se uvajajo ta biološka zdravila, jim rečejo. Ta malo precej olajšajo in tudi drugače delujejo. Delujejo kot imunomodulatorji, ker popravljajo nekako imunski sistem, vendar so draga. In zdaj vprašanje, kdo je tisti izbranec, ki jih lahko dobi v zdravstvu. Pravijo pa, da revmatska obolenja nekako nastajajo zaradi tega, ker naš organizem tvori ene določene beljakovine ali jih ne more presnoviti, bom rekla, enih določenih beljakovin, jih potem odlaga v sklepe. In zaradi tega potem pride tam do teh vnetnih procesov, ki niso še vedno, nažalost, še vedno niso ne vem kako pojasnjeni. Vendar ljudje imajo velike bolečine, velike probleme iz tega. Zdaj s temi zdravili se vseeno nekako da zaustavljati, da pač se sklepi ne deformirajo. Ker mi imamo, ko smo prej omenili te valovanja, ko pride ta velika bolečina, pomeni, da je močno vnetje v sklepu,
Potem pa, ko se sklep deformira, se pač neka bolečina zmanjša, vendar sklep ostane deformiran, ne. In pri teh močnih bolnikih potem prihaja do tega, da praktično ne morejo, ne vem, oni normalno prijeti žlice za jesti ali pa nekaj karkoli, zaradi tega, ker so sklepi toliko deformirani, ne. Zdaj ta zdravila to nekako zmanjšujejo te deformacije in se vseeno da skozi življenje malo boljše plavati. Lažje, ne? Ja. Povejte mi, je mogoče, da je revma povezana tudi s prehrano? Enkrat je ena naša zdravnica rekla tako, ne, vse, kar vidite tukaj, je šlo prvo tukaj noter, ne. Ker pomeni, da na vse v našem organizmu mi vplivamo s prehrano, ne. Pametno je, da je prehrana čim bolj raznolika, ne, da ne vem kaj, izločamo nekaterih stvari preveč, ker bomo potem na drugem kraju lahko imeli manko. Pametno je, da uživamo dovolj tekočine, ne. Zdaj, nekateri so svetovali pač, da ne bi uživali mesa, ne, da ne bi uživali hrane, ki pač vsebuje več beljakovin in tako naprej. Ampak jaz si mislim tukaj, da je bolj problem presnove, ne, ker če mi ne bomo uživali mesa, ne, potem bo eno določeno, ali pa recimo, če ne bomo uživali hrane, ki vsebuje beljakovine, ne, ker sem spadajo recimo tudi stročnice, pa tudi jajca, sir, mleka, vse te stvari, potem ne bomo imeli tistih beljakovin v našem organizmu, ne. Tako da pametno je narediti v tej smeri, da imamo izjemno dobro poravnan prebavni trakt, ki nam omogoča, da vse to uživamo in da se v našem organizmu pravilno presnavlja, ne. To je bolj bistvo, kot pa, da se zdaj ene določene hrane kar izogibamo, ne. To v bistvu tam. Je pa mogoče malo manj beljakovin uživati? No, to, ko smo rekli, ne, če bomo uživali premalo beljakovin, potem ne bomo imeli določenih aminokislin. Zdaj, te aminokisline so praktično gradniki naših mišic. Potem bomo ostali brez mišične mase, ne bomo imeli tiste energije za delo, za fizično udejstvovanje, kakorkoli. Tukaj bolj stopi v ospredje tista oddaja, ki smo jo imeli z dr. Majičem, ne, o prebavnih encimih. Prebavni encimi so izjemno pomembni v našem organizmu in prebavni encimi so tisti, ki nam pomagajo presnavljati beljakovine. Če so beljakovine pravilno presnavljene, potem imamo dovolj aminokislin. V tem primeru pri revmah pač izgleda, da se beljakovine nepravilno presnavljajo in se potem tvorijo ti kristali, ki se odlagajo na sklepe in potem tisto tvori eno tako vnetje, ki pač nas potem ogroža iz revmatskih obolenj, ne. Tudi ravno tako je protein, ne. Protein so tipični kristali, ne. Zdaj, nekateri ljudje, ki imajo res velike probleme z putiko, ne, to je ta putika, rečejo, da recimo se na nogu, na palcu jim prav odprlo in da je ven prav steklo recimo kot ena tekočina, resnično prav ti kristali, ne. Kar resnično pomeni, da je to problem v tem primeru, ne. Slaba presnova sploh beljakovin, ne. Dobro. Midve se vrneva čez nekaj trenutkov. Vi, dragi gledalci, spoštovane gledalke, pa lahko seveda pokličete na telefonsko številko 03 490 0222, vprašate, poveste, kaj vas teži in bomo poskušali seveda odgovoriti na vaše vprašanje in vam s tem tudi pomagati. Sedaj pa sledijo oglasi. Lepo pozdravljeni spet v naši družbi. Z gospo Herto Kosmina nocoj govoriva o bolečinah v sklepih. Torej,
Gospa Herta, če imamo te težave, če imamo bolečine v sklepih, kako pa si lahko pomagamo, na kakšen način, da nekako izboljšamo življenja, ne? Ja, bom rekla zmeraj tako, ne, treba se je sprijazniti z stvarjo, ki nas je doletela, če tako rečemo, in probati narediti vse čim več v tej smeri, da bo življenje vseeno življenje vredno življenja, ne, kot rečejo, ne, da bomo vseeno dobro živeli, čim boljše in čim bolj kvalitetno, ne. Tukaj sigurno pomaga potem pač, da prilagodimo svoje prehranjevanje, da se precej gibamo, ne, ker pravijo tako, da edino gibanje je tisto, ki pomaga, da se v sklepih tvori ta sklepna tekočina, ki nekako tako maže, ne, naše sklepe, ne, in jim pomaga, da ostanejo gibljivi, ne. Zdaj, sigurno je tudi kakšna fizioterapija ali pa kakšen posvet s kakšnimi temi, ki pač vedo, kateri gibi bi bili pravi za to določeno obolenje, ne. In potem pač, da se zavemo, da moramo imeti toliko tega vsega, da je sklep dovolj prekrvavljen, da lahko normalno gibamo, ne. Tudi bi rekla, da ne moramo opravljati enih določenih nalog ali pa enih določenih težkih nalog, če vemo, da pač to ne dopušča naš organizem, ne. Velikokrat imamo ljudi, ne vem, kljub temu, da jih bolijo kolena, oni morajo iti v hribe, ne, pa potem, ko grejo dol, je pa to čista katastrofa, ne. Tako da je bolj pametno, recimo, da je to kakšno, ne vem, kolesarjenje, lahko tudi sobno kolo, ne, da ni tistega velikega napora, ampak da je pravilna oblika gibanja. Plavanje, ne, te stvari, ki nam nekaj resnično koristijo v tej smeri, ne. Dobro, kako pa lahko pomagamo pri hrustancu in obrabi? Ravno tako, ne, hrustanec v bistvu nima nobenih niti ožilja, s katerega bi se on regeneriral, ne. Hrustanec se mora dobesedno prehranjevati in regenerirati tudi iz te tekočine, ki prehaja v sklepe in tako naprej. Tako da pravijo, gibanje je tisto, ki nam bo ohranilo sklepe. Kljub temu, da ponavadi pride ravno obratno, ne. Ko nas sklepi bolijo, obsedimo, ne, in to nekaj si naredimo izjemno medvedjo uslugo, ne. Sigurno je, bom rekla, pri vseh teh obolenjih koristno, da si tudi nekaj dodajamo, ne. Mi smo danes tudi tukaj, bom rekla, pripravljene ene te stvari za naše gledalce. Rada bi povedala recimo še tako, da največkrat je teža tista, ki tudi ni koristna pri sklepih. Jaz ponavadi rečem tako, ne, tem ljudem, da naj probajo, recimo, če imajo 20 kilogramov preveč, ne, vsaki kraj dati vrečko po 10 kilogramov in s temi vrečkami opravljati vsakodnevna dela, ne. Tako si lažje predstavljamo, kakšno škodo si naredimo nekaj z povišano težo. Ne, ker praktično mi te kilograme nosimo konstantno s seboj, ne, in pomeni, da je resnično težko, ne. Tudi zdravniki pravijo včasih, ne, jim rečemo, ja, boste mogli pa shujšati za kolena, ne, pa gledajo, kot da to nima pomena. Je, ne, nažalost, bom rekla, imam tudi jaz kakšen kil preveč, ampak zaenkrat sklepi nimam še, bo treba še kaj narediti v tej smeri, ne. V bistvu, ti dva artikle, ki smo jih danes tukaj pripravili, jaz bi najprej povedala o tem bakrenem šalu, ki smo prej debatirali o blokiranem vratnem predelu, ne. To je baker, ki je impregniran na bombažni tekstil. 99% čistega bakra, in ko ga mi damo na golo kožo, se absorbira preko kože v naš organizem. Ko sem rekla, o bakru se izjemno malo govori, nažalost, ne, ampak pravijo tako, ne, da slabokrvnost je velikokrat povezana z pomanjkanjem bakra in ne železa. Imate primere, ki resnično tudi velikokrat leta in leta dodajajo železo, pa je železo vedno nizko, zaradi tega, ker je pomanjkanje bakra v organizmu. Potem je tudi pri vezavi kalcija
imamo zmeri mora biti prisoten bakar, ne. Tako da je bakar tisti, ki nam resnično pomaga pri vseh teh stvareh, tudi recimo pravijo pri izpadanju las in te stvari. Ko mi damo ta bakar na golo kožo, pride do tega, da se koža ful segreje, sprostijo se vse te mišice, ne, ampak to tako, v roku pol ure čutite recimo spremembo v teh mišicah. In potem se pač absorbira še bakar in resnično se vse to sprosti in čisto drugače se čutijo tudi sklepi, vratni predel, vse te stvari. Jaz imam eno gospo v Ljubljani, ona reče to čudežna rutica, ne. No, ona je imela tudi razne probleme in potem smo ji dali ta bakreni šal. In potem je bilo, to se mi zdi, da je bilo lansko leto, približno v tem času. In potem za novo leto so vsi njeni bližnji dobili za darilo čudežno rutico, ne. Tako da resnično ni mogla verjeti, ne. Neka tako majhna stvar, kot je, ampak mi leta nazaj, ne vem, če pogledamo 50 let nazaj, smo imeli precej bakra na dosegu rok, ne. Okrog štedilnika, pa tisti kotliček, kjer se je grela voda, je bil bakren. In smo vsako jed, ki je bila, se je z tistega kotlička zalila. Tako da praktično vsaka naša hrana je vsebovala bakar. Potem bakrene so bile kljuke, kuhali so kavo v bakrenih žezvicah, ne. To se tudi danes dobi, še danes se dobi, ampak se ne uporablja, ne. Pa vse, kar se je špricalo v kmetijstvu, je bila modra galica, ne. To je v bistvu bil bakreni pripravek. Zdaj tudi tega, nažalost, se malo uporablja, ne. Tako da bakra imamo praktično izjemno, skoraj vsi v pomanjkanju smo z bakrom, ne. Tako da jaz bakar bom nekaj res izjemno rada dam, ker je izjemno hitro so tudi rezultati, ne. No, potem imate pa tukaj še ta Greenshell Muscle. To je pa preparat, ki je sestavljen tako, da ne bom rekla, da pomaga hrustancu ali pa tako, ampak splošnemu organizmu in splošnemu sklepu. Pomaga vam tako, da vam regenerira hrustanec, pomaga, da se maže tudi ta sklep, pomaga pri vezivnem tkivu sklepa, ne, tako da ostane bolj prožno, ne, kar pomaga tudi konec koncev tudi pri ožilju, zato da ta mikrocirkulacija pripelje vse te hranljive snovi do sklepa, ne. Kakšna je sestava teh artikla, ne? Ta artikel ima resnično, ima olje zeleno ustne školjke, ki pravijo, da deluje 250-krat močneje kot recimo laneno olje, ne. Deluje prav tako, protivnetno, ne, kar je izjemno pomembno, ne. Potem imate noter ta MSM, to je v bistvu naravno žveplo, ne, ki vpliva sploh na vse vezivno tkivo, ne, ker se prodaja danes tudi tako v splošni prodaji, ne, in je izjemen artikel, ne. Imate glukozamin, no glukozamin, bom rekla, je kar tako splošno znan in kar veliko ljudi ga že uporablja. Ampak, če ni v eni določeni sestavi, eni določeni kombinaciji, vprašanje je, če ta glukozamin sploh do sklepa pride, ne. Tam je problem. Potem je noter hrustanec morskega psa, ne, kar tudi je izjemen artikel, ne. Hrustanec morskega psa pomaga pri regeneraciji, ne, plus, bom rekla, pomaga protibolečinsko, ne, izjemno hitro deluje protibolečinsko, ne. Dobro, gospa Herta, mi da bomo zdaj sprejeli en klic, potem pa nadaljujeva. Dober večer, kdo nas je pa klical? Ja, dober večer, jaz sem pa Liljana iz okolice Celja. Pozdravljeni. In sicer jaz bi najprej, dober dan, rekla tako, no, da sem nasplošno zelo rahlega zdravja. Prvi prehlad me nekako že tam septembra dobi in pol do konca maja. Drugače pa imam revmatoidni artritis in tudi malo že osteoporoze in ker imam zelo hude bolečine, redno jemljem Medrol. Pa me zdaj zanima, kaj bi mi lahko svetovali. Dobro, bomo odgovorili, poslušajte, glejte nas. Hvala lepa za vaše vprašanje in lep večer. Super.
No, gospa je v bistvu, bom rekla, povedala vse tisto, ne, kar smo prej rekli, ne, kar je konstantno pod vplivom teh vnetij v telesu, pa medrol, ki že avtomatsko znižuje tudi imunsko odpornost, jo polovijo že vsi prehladi, plus ima konstantno te bolečine v sklepih. Tako da tudi pri gospeji izjemno svetujem, po mojem, tudi bakreni šal, ampak ta Green Shell Muscle artikel ji bo po eni strani tudi dvigoval imunsko odpornost, ker bo deloval protivnetno. In če se naš organizem ne rabi toliko truditi z vnetji, potem ima dovolj moči za druge stvari, za drugo poslovanje, bom rekla, v samem organizmu, ne. No, potem, ko smo rekli, ne, vse to že vsebuje, potem pa ta artikel vsebuje še mangan, ki pomaga čisto pri regeneraciji sklepa, ne, pa hondroitin sulfat. To je ena taka kombinacija vseh teh hranljivih sestavin, ki resnično izjemno hitro vplivajo na dobrobit sklepa, ne. Tako da pravijo, ne, da če bi mi samo z 10 let, recimo, vsi odnesli te kronična obolenja, ki jih imamo, sedaj bi kar nekaj prišparali, ne? Praktično kar milijone evrov bi prišparali, če bi te bolečine vsaj za nekaj časa odnesli, ne? Jaz imam tukaj tudi tako, ne, eno pisemce ene gospe. Zdaj ne vem, če bo kamera lahko to malo pokazala, vsaj besedilo, potem bom jaz to probala tudi prebrati. Lahko še pokažete, ja. Evo. No, evo. To je ena gospa iz Novega mesta, ne. Zdaj, če vam preberem, to nekaj zgleda res tako, no. To je Biovisova Green Shell Muscle, ne, čudežne kapsule proti bolečim sklepom, je napisala gospa, ne. Dokler jih nisem poznala, sem imela take bolečine v kolenih in drugih sklepih, da sem z veliko težavo obula čevlje in oblekla nogavice. Da sem komaj šla po stopnicah. Imela sem grozne bolečine, tako da sem velikokrat kar zavpila. Sosedje so me ogovarjali, zakaj tako šepam, saj nisem mogla več normalno hoditi. Odkar sem porabila eno posodico teh čudežnih kapsul, nimam več nobenih bolečin. Zato sem jih svetovala tudi kolegici, ki so jo tudi zelo bolela kolena in drugi sklepi, in je tudi ona rekla, da ji zelo pomagajo in tudi pri njej so bolečine veliko popustile. Moram se zahvaliti gospej Vesni, no, to je naša svetovalka tam v okolici Novega mesta, ki mi jih je svetovala in prinesla, za katere se ji zelo lepo zahvalim in bom še komu svetovala to zdravilo, je napisala gospa Ana, ne. Tako da to je res tisto, da imate en tako, ne, že pisavo in vse skupaj, da se je gospa tako potrudila, ne. Zelo lepo, ne. Midve nadaljujeva takoj, imava še en klic. Dober večer, lepo pozdravljeni. Dober večer, Marija pri telefonu. Pozdravljeni, Marija. Jaz bi pohvalila ta artikel Zeleno-ustne školjke. Res mi je zelo pomagal. Imela sem boleče, pa utrdele roke in noge, pa sem potem začela jemati in sem po 14 dneh ugotovila, da je ta utrdelost izginila in tudi bolečina. In resnično priporočam, da tudi ostali s takšnimi težavami poskusijo in bodo sami ugotovili, da pomaga. No, super. Dobro. Hvala lepa za ta klic. Pa lep večer še naprej. No, tako kot smo resnično prej povedali, ne, kot je zdaj tudi gospa Marija spet potrdila, ne, sestava tega artikla, bi rekel človek, da je sanska, ne. V kombinaciji ta dva artikla, pa tako kot sem rekla, tudi za ta vratni predel, pa kar se tiče teh krpalnih kanalov, izjemno olajšajo stvari, ne. Tako da jaz tudi s to kombinacijo, takrat smo pač to gospodično še skorda ne rešili, vam rekla, tako da ni šla niti na operacijo pri tem krpalnem kanalu, ker so se vse bolečine zmanjšale, pa vse otekline na rokah so tudi izginile, ne.
glede na vse te bolečine, ki jih imamo, pač, kako sem rekla, ne, je potrebno narediti čim več, da se zmanjšajo bolečine, da lahko normalno živimo, da ni tisto, ne. Ko smo na začetku, večinoma, ko rečemo revma, ojoj, ne, to pa je tisto, kar me bo spremljalo celo življenje, ker ne bom, ker moje življenje sploh ne bo vredno, da je živim, ne. Tako da s tem preparatom lahko olajšamo svoje počutje in smo lahko malo bolj veseli v svojem življenju, ne. No, gospa je rekla, da že po 14 dneh je opazila razliko, je bilo boljše. Tako hitro to deluje? Izjemno hitro delujejo, ne. Prav tako, mi na začetku doziramo te kapsule 3x po 2, da se organizem na hitro opomore in potem se pa to jemljemo na 3x1 ali pa 2x1, potem nekako se zmanjšuje za vzdrževanje, lahko tudi samo 1 na dan, ne. Dobro, imamo še en klic. Še eno zgodbico imam potem, ja. Ne pozabiti. Dober večer. Zdravo, pozdravljeni. Pozdravljeni. Kdo je z nami? Imam eno vprašanje. Povejte. Ja. Jaz, ko se zbudim zjutraj, imam čisto zablokirano vse sklepe. Prsti me bolijo, pa tudi vrat ne imam prav zablokiran, dejansko ne morem se niti premikati direktno. Zdaj me zanima, če bi to bi prišlo upoštev tudi zame. Dobro, ostanite z nami, poslušajte, vam bomo odgovorili. Hvala lepa. Ja, vsekakor, verjetno se je gospod priključil kasneje, ko smo začeli oddajo, ne. Govorili smo tipično o vratnem predelu, pa zablokirane roke dol, ker mi imamo vsi ene take prisilne drže, ali je to računalnik konstantno, ali so tekoči traki, kjer delamo. Tako da ja, ker potem ta bakreni šal ven sprosti vse te mišice, sam Green Muscle artikel pa deluje na protivnetno, tako da se niti ne razvije kakšno večje obolenje, ne. Tako da gospodu vsekakor priporočam in bakreni šal in Green Muscle. Bakreni šal se da, tako kot smo rekli, na golo kožo, lahko tudi v noči, ko spimo. Uporaben je 1 leto, ne, tako da imate na dolgo časa uporabnost tega šala. In vsekakor potem se spreminja barva sicer, ne, da ne bi se kakšno ustrašil, ampak barva se spreminja zaradi tega, ker se baker iz šala absorbira. Naj povem tudi to, ne, da cenovno so artikli dostopni, bakreni šal je, se mi zdi, nekaj manj kot 25 evrov, ta Green Muscle pa nekaj manj kot 30 evrov, da resnično ni vredno, da človek trpi bolečine zaradi tega zneska. Zgodbica še, ki sem rekla, da ne pozabim. Evo. Mi opravljamo te vitaminske teste tudi v lekarni Žužemberk, ne, to so taki prijazni ljudje. In ta gospa, magistra noter, je rekla, da je imela stalno tako tudi otrdele roke in je začela z našim Green Muslom. Na začetku je imala dozo bolj, bom rekla, malo bolj močno. Potem pa je rekla, ja, veste, zdaj jaz vzamem tako, ne, vsaki drugi dan, tretji, 1 kapsulo in mene nič več ne boli. Se nekaj, ja, to ni prav najboljše za promet, gospa. Tako da, gospa Tanja, sem nekaj, to ni najboljše za promet. Ampak dobro, če je ona tako, mogoče tudi kakšen drugi, ne, treba se je nekako opazovati. In če vidite, da je to dovolj proti bolečine, poslušati svoje telo in je to tudi lahko dobra rešitev. Povejte mi, rekli ste, da je tale čarobni šal uporaben 1 leto. Ja. Kako je pa z vzdrževanjem? Vzdržujemo ga, lahko ga operamo. Samo ne s kakšnimi agresivnimi pralnimi praški. Ne smemo ga likati in ne smemo ga sušiti na soncu. Bolj ga operemo nekako iz svojega občutka. Drugače, baker je sam po sebi
proti glivičem, proti bakterijskim, proti virusem. Baker so uporabljali že stari Rimljani, pri tem, da so zavarovali rane, da se niso okužile, pa tudi rokavice so imeli upleteno bakreno nitko noter. Tako da baker sam po sebi že deluje protiglivično, protibakterijsko. Tako da lahko ga operamo kvečjemu tako zaradi svojega občutka. Ne bo pa postal spet svetu, kadar enkrat izrabi barvo. Kadar se barva izrabi, ja. Tele, to so kapsule, tablete? To imate kapsule, 90 komadov kapsul. Kot sem rekla, na začetku prvo škatlico in če imate hude bolečine, potem je pametno, da se jemljajo 3x2, potem se gre naslednjo škatlico 3x1 in potem se lahko, jemlje tudi 2x1 ali pa tako kot gospa Tanja iz Žužemberka, malo bolj po svojem občutku, glede koliko je bolečin in koliko ni bolečin. Dobro, torej midve bova za danes zaključili. Se pravi, če nekako povzameva za to, kar smo danes govorili, gibanje, kopanje, tale preparat, čudežni šal in to je to. Smiselno je vedno delovati v tej smeri, da živimo življenje, v katerem uživamo. Res je. Hvala lepa, gospa Herta, mi da se vidimo prihodnji teden. Vam pa seveda hvala lepa, da ste nas gledali. Glejte nas spet prihodnjo nedeljo, ko bomo zopet z vami z novim problemom, ki ga bomo poskušali reševati. In hvala lepa in lep večer še naprej. Lahko noč. Lahko noč.